Slovenska nogometna reprezentanca je v mariborskem Ljudskem vrtu danes opravila prvi trening ter tako preizkusila travnato površino, na kateri se obeta odločilni obračun v sredo ob 20:45. Vzdušje v reprezentanci je kljub porazu na prvi tekmi z 2:1 odlično, pa pripravljenost. Pripravljeni več ali manj smo že. Mi vemo, kaj moramo narediti na tej tekmi, moramo zmagati in s to miselnostjo bomo tudi šli v tekmo, tako da vzdušje je dobro, zavedamo se, da imamo še precej rezerv in to bomo v sredo skušali pokazati. Res je, da smo se vrnili z dokaj aktivnim rezultatom, ampak na koncu še vseeno zaostajamo, tako da moramo tu v Ljudskem vrtu zmagati in jaz sem prepričan, da nam lahko uspe. Moramo pač dobro odigrati tako, kot znamo in tudi biti pametni in tudi gledati na rezultat. Čeprav 1:0 bi nam že pomenilo veliko. Precej preglavic je na stadionu Lužniki v Moskvi povzročala umetna trava, ki je pustila kar nekaj bolečin pri slovenskih reprezentantih. Trujeni smo sigurno po taki naporni tekmi, predvsem tudi zaradi umetne trave, ki je umetna trava kot umetna trava, nič posebnega. Ampak dobro, imeli smo dosti časa, še imamo dosti časa in jaz mislim, da se bomo vseeno maksimalno pripravili. Varovanci Matjaža Keka bodo lovili zaostanek, a že minimalna zmaga pelje slovensko reprezentanco prihodnje poletje v Južno Afriko. Mislim, da smo pokazali lahko mogoče, da smo tudi mogoče bolj fizično pripravljeni, ne kot oni. Oni so tam v 70 minuti padli, tako da če se bo igrali podaljšku, upam, da bo šel naš prid. V teh kvalifikacijah smo že dostikrat pokazali, da takrat, ko smo mogli zmagati, smo to tudi naredili. Tako da z istim prepričanjem bomo šli tudi zdaj v tekmo in zavedamo se, da potrebujemo gol in rezultat 1:0 nas pelje na svetovno prvenstvo, tako da bomo naredili vse, da to tudi uresničimo. Kako se boste pripravili oziroma postavili na teren od prve minute, glede na to, da Rusi bodo verjetno čakali na svoje kontranapade? Ne vem, tako kot sem že rekel pred prvo tekmo, mi se z njimi ne bomo kaj dosti obremenjevali. Mi moramo svoje narediti v Mariboru, moramo zmagati, tako da bomo jasno igrali napadalno, igrali na to, da dosežemo gol, ampak jasno z neko pametno igro, ker se zavedamo, da so Rusi zelo nevarni iz protinapadov. Aršavin je pokazal, da je rahih živcev. Lahko tukaj kaj storite? Ne, s tem se ne bomo obremenjevali, tako da upam, da bomo mi po koncu tekme veseli, on pa ne se žucira, kakor se bo hotel. Velikokrat je že bilo rečeno, da ste tekme dobivali že na avtobusu, da je tam neko čarobno vzdušje. Lahko poveste kaj več o tem ali še to zmeraj ostaja skrivnost? Ostaja skrivnost, lahko povem samo to, da je to čarobno vzdušje še bolj čarobno, kakor je bilo prej. Ruski nogometaši so danes že prispeli v Maribor ter delovali podobno kot v Moskvi, nedostopno. Le nizozemski čarodej na ruski klopi Gus Hiddink nam je namenil nekaj besed. Well, it will be a good match, a tight match. Of course, we had a good match in Moscow as well. Hiddink je na zadnjih 3 svetovnih prvenstvih vodil 3 različne reprezentance. V Južno Afriko želi popeljati še 4., a priznava, da mu je načrte precej pokvaril Pečnikov gol, ki bo sredin dvoboj napravil bolj napet, kot bi si Rusi sicer želeli. They have proven in their qualification games that they have very strong defense. Conceding just 4 goals in the qualification, we managed to make 2 and we had chances to make 1 or 2 more. We didn't do so, and they got the luck in the last minutes when they start pressing that they had this goal, which makes this game even more tense and more interesting. In every international game, there's the normal pressure for both. They have to score, we must score, so there's always pressure on games.